Hej, hej, drage dame, tokrat sva na kavici z Marino Furčič iz spletne trgovinice Supermama. In to je izgledalo pravzaprav tako, kako so se mi da spoznali, da sem jaz seveda surfala po internetu in gledala njene izdelke in sem naletela na njeno spletno trgovinico supermama.si. Že sam ime mi je bil všeč, kaj šele potem to, kaj vse ima in sploh pa ekološke stvari, brez konzervansov, sladil in tako naprej. Za ta prave mame, ne, bi jaz temu rekla. Ampak manjkala je pa ena stvar in to je Lollicup, seveda. In sem rekla, nič, bom jaz tole kar hitro poklicala, pa da vidva. No in je bila tako simpatična na drugi strani, da so se zelo hitro vse razumeli in zmenili kar na Lali na kavi, da se vse zmenva, ker seveda problem je pri teh menstrualnih skodelica ravno to, da se jih enostavno ljudje malo se jim ne da se nam razmišljati o njih. Ne? Pač imamo tiste vložke, imamo tampone, kaj zdaj to nekaj novega, ne da se mi, ne? In gre mimo. V bistvu je pa to neka taka lušna rešitev, ki je pa škoda, da se je ne pove na glas. In zdaj, obedve sva tudi mami, ne? Ti imaš dva fanta. Tako je. Jaz sem dve hčerki in je res treba paziti danes, da jih res vzgojimo v neke zdrave in srečne ljudi. In to pravzaprav ni tako enostavno, ampak vseeno pa furava vsaka še svoj biznis, kakorkoli s temu reče. In ja, to je tak življenjski smisel. Ja. Ja. Hvala, Mateja, za tako lepo napoved, no? In da si me tako lepo predstavlja, ne? Ja, res ima pa pač nekaj skupnih točk, ne? Te vrednote naju družijo. Se mi zdi, da se vse mame, ne, po svoje trudimo delati tako čim boljše za svojo gnezdece, za svoje otročke, da jim v bistvu čim več lahko damo, da jih čim več naučimo tudi živeti z naravo in tako naprej, a ne, pa se mi zdi, da, veš, tudi čez vse izzive, ki gremo, ne, kot mame, jaz, ko sem bila pač prvič mama, ko sem mama postala, pri vseh teh izzivih, a ne, ker se srečamo z njimi, a ne, z majhnimi otroci, pa potem, ko odraščajo, jaz sem si tokrat rekla, če nismo me mame, vse ene super mame, mislim, to mi je bil tak, ne vem, en tak skupni imenovalec vseh mam, ne, ker v bistvu imamo vse neke podobne izzive, se srečujemo z nekimi podobnimi, ne bom rekla ravno težavami, a ne, ampak izzivi, a ne, in dejansko, da vse to pohendlamo, poleg potem še službenih stvari in vsega ostalega, imamo res ene super moči, no, in smo res ene super mame. Ja, najno, ja, si kaj hotela dodati? Čist malo. Enkrat mi je celo hčerka, 10 let stara, je rekla, mami, a je težko biti mami? Prav Reva se je zasekirala, kako bo pa ona mami, ki bo, ti moraš vse vedeti, pa moraš vse zrihtati, pa to je, ne. Se pravi, da se že otrok zaveda, koliko je težko biti mama, se mi je kar zasmilila. To sem hotela samo dodati. Ja, sigurno otroci pa tako čutijo, pa tako dobro opazujejo, pa vidijo vse, a ne. Da se mi zdi, da pač opazijo tudi ta naš, ne vem, trud ali kaj naj rečem, ne, pač, da nam je včasih tudi težko, recimo, v določenih trenutkih, ne, ko imamo toliko enih izzivov, skozi katere gremo. Tako da je to vprašanje bilo čisto na mestu, ne, tudi ne glede na to, da je otrok še, a ne, verjetno vidi, pa čuti, pa doživlja te stvari, a ne. Se je zasekirala, kako bo pol ona čez toliko let. Ja, okej. Ja, sej, a ne, nobena ne ve, kako to bo, a ne, takrat, ko pride v to situacijo, šele začnemo to spoznavati in se učiti, a ne, učimo se pa itak vsak dan, se mi zdi, vsaka na svoji poti. Drugače pa ja, tako kot si rekla, ti si me poklicala in v bistvu mi predstavlja to idejo menstrualne posodice. Jaz pa tako, o menstrualni posodici sem seveda do zdaj že slišala, že tudi kaj prebrala, ampak, a ne, ker je, kako rečejo, navada železna srajca, a ne, je ta preklop, a ne, na nekaj novega vedno pač malo traja, a ne, da ga pač človek, se mi zdi, da naredi najprej do glavi, naredi preklop, da bo mogoče probil še kaj drugega in potem predno v bistvu pride do realizacije, pa spet traja, ne, nek določen čas. In se veš, kaj sem ti takrat rekla, pa kako, kaj naj jaz sploh, ne poznam menstrualne skodelice, kako naj to potem jaz mojim mamicam, mojim to svetujem, a ne, to
predstavam, ne. In pa si tako krasno rekla, ja, vprašaj me, ne, pa bom vse povedala, ne, pa naredva nekaj za vse, ne, da bodo vsi lahko to poslušali, pa v bistvu, a ne, odgovoriš meni na vsa moja vprašanja, recimo, ki jih imam, pa hkrati še vsem ostalim, ki jih verjamem, tudi take in podobna vprašanja, ali pa so pred podobnimi, kaj naj rečem, si postavljajo podobno vprašanja, a ne, ali pa ne vem, so tudi v tisti svoji navadi, a ne, uporabljajo pač ali vložke ali tampone, no, recimo, da zdaj vedno manj tamponov, a ne, se uporablja, da se vedno bolj gre recimo vedno bolj nazaj k vložkom, no. Ampak ja, imamo pa tukaj še to alternativo, a ne, menstrualne skodelice, ki je sigurno zanimiva tudi meni, ker je v bistvu to ekološka in trajnostna rešitev, a ne. Bi pa vseeno recimo, a ne, mene kot laika, ne, kot nekoga, ki ne ve nič, recimo temu o menstrualni skodelici, zanima recimo, kaj tebi, recimo tista stvar, ki rečeš, evo, zato je pa menstrualna skodelica zakon, zato jo moraš nadomestiti s tem pa s tem pa s tem. Ne vem, katere so 3 stvari, ki bi rekla, lej, zato pa ti svetujem, da imaš menstrualno skodelico. Ker je drugačna, zakaj je drugačna, v čem je to boljša? Z eno takole majhno stvarjo zares lahko jaz plavam, delam, kar želim, športam in nič ne curlja, ne glede na to, koliko močno menstruacijo imam, predvsem pa mirno spim. In to je meni, zato ker sem imela vedno močne menstruacije, je bilo meni rešitev življenja, ne samo marsičesa drugega, ne. Pustimo to, da prišparem denar in okolje in tako naprej, ampak sama kapaciteta te skodelice je 100-krat več kot en tampon, dobro, 100-krat, zdaj pretiravam, ampak glede na to, da imamo več različnih velikosti, je tale recimo, ki je XL, je 51 ml. To je v bistvu največja kapaciteta na svetu, kar se ne baham, ampak hočem samo povedati, koliko je to prišparanih noči, da se lahko po noči normalno spi, da lahko greš na delo v miru, ne, da boš v bistvu skozi gledal, kdaj boš mogel na WC, kdaj moraš to zamenjati, ali mi je že kaj premočil in tako naprej. Ker dejansko je tista kapaciteta, ki zdrži, najbolj pomembno, ne, da si ti lahko miren, da nimaš težav, da ti bo neki na čopovi kje ven prcurljal, ne. Ker saj so vložki, pa imajo tiste modre stvari noter, pa tamponi, ampak še vedno jaz sem imela samo 2 ure tampon lahko noter. Potem sem mogla že skakati, kam moram na WC, ne. In mene je to, ko sem spoznala tam po enih svojih 28 letih, mene je tako rešil, da še danes entuziastično lahko govorim o tem. Koliko je meni spremenil življenje na bolje, zakaj ne bi v bistvu vsaka imela te rešitve, ne. Ja, saj se jo bojijo, pa je na nek način to malo drugače noter ustaviti, kakor en navaden reusable vložek, ne. Ampak ko enkrat spet spremeniš to navado, je pol tako vse lažje. Tudi tampona smo se mogli navaditi, kako ga noter damo, ne. Zdaj pa pač to recimo res lahko samo stisneš, čakaj, ta je glih rdeča, bom dala tole, recimo modro, pa se večkrat bolj vidi. Stisneš tako, prepogneš tako, da je v bistvu v U ali pa v C in se jo direktno vstavi takole, tik ob ustju se spusti in se pozicionira na stene nožnice, da v bistvu stoji na mestu. In to je tisto, ki si ti zazihar, da bo stala na mestu, zbirala tekočino, greš na javni WC, stisneš za dno, da ta podtlaček popusti in direktno nad straniščno školjko, direktno zlijaš pač noter v tekočino in potem pa samo z, ne vem, plastenko ali pa steklenico navadne vode, splatneš direktno nad straniščno školjko in daš nazaj noter. In eno imaš lahko več let. In jaz mislim, da je to res taka rešitev, pa dobro, seveda, jaz sem najprej to začela z uvažanjem, najprej sem uvažala skodelice, pa potem, da sem videla, da v bistvu lahko naredim svojo sebi, tisto, kar meni najbolj paše, ker vem, koliko je treba imeti kapacitete, koliko je treba glih prav debela, glih pol tanka. Mislim, te stvari sem potem, da sem lahko svojo naredila, ne. In da sem jo izpopolnila do te mere, da je uporabniku prijazna. Da je ravno, da ne moti toliko, da je pecelček tak bolj raztegljiv, da ne žul. Take stvari, no, sej nič, ne, ampak... Super. A veš kaj, recimo, ko si zdaj mi že veliko stvari povedala, ne? Ampak, naprimer, prej si omenila, ne, recimo, da tampon si imela lahko samo 2 uri, ne?
Pa me zanima čisto za primerjavo, ne, koliko pa rečemo ta XL skodelica, koliko ur recimo jo lahko nosiš brez skrbi, da bi karkoli pricurljalo. Če recimo samo povem podatek iz knjig, seveda iz knjig, ker realnost je druga. Vsaka ženska bi v svoji menstruaciji, v celotni menstruaciji, izgubila 80 ml. Torej v 5 ali pa 7 dni trajajoče menstruacije izgubi ženska 80 ml. Tole je pa 51 ml. To je recimo razlika, koliko dejansko zdrži. Ampak preden ti skodelico zamenjaš, vseeno priporočamo, da vse na 8 ur. Vseeno, včasih smo govorili za 12 ur, ampak iz samih čist higienskih razlogov zdaj res rečemo, da dajmo raje 8 ur, da ja ni nobenih bakterij noter, da se zamenja. V realnosti pa je, ker imamo različne velikosti, to je S, to je pa XL, sta kar velika razlika zdaj, če tako pogledaš, ta ima 27 ml, ta pa 51. In odvisno je tudi od naše same anatomije in pa kako imamo sestavljeno nožnico in koliko ozki in pa kje imamo maternični vrat, koliko visok je ta maternični vrat. In ta je pravzaprav XL je narejen za visok maternični vrat. To pa pomeni, da kako ženska, zdaj da ne bom, vprašala si me eno vprašanje, stojim na enem vprašanju. Se pravi, če govorimo, kako veš, kdaj jo moraš zamenjati, je, da ima tukaj le ene merilne črtice. In če v 3 urah, recimo, v 3 urah v merilnih črticah se nabere tokle, ker ti, ko ven vzameš, se to nič ne poliva pa neki, ampak ko ven vzameš, ti točno veš, točno veš, koliko imaš močno in točno veš, v 3 urah se mi je nabralo do sem, to pomeni, da jih imam lahko nadaljnih še 3 ure, komot še naprej. Se pravi, komot imam 8 ur noter, pa vem, da mi ne bo popuščal. In tako to veš. Razumem, je pa verjetno to tudi stvar individualnosti, odvisno, koliko ima katera močno menstruacijo, kater dan menstruacije je, tudi verjetno potem prilagajaš glede na te dejavnike, Točno to. Čas, koliko časa imaš noter, Tako, in tudi vsaka potem točno ve, čas je, da grem zamenjati. Včasih že zelo malo, če imaš res močno, recimo, jaz se prav čutim, ko je malo tako nadol tišči, ko je pač polna, in prav čutiš včasih, kadar je tista prvi dan, drugi. Ja, verjetno je to tako, da pri začetkih uporabe imaš malce teh dilem, pa še nisi čist suveren, pri uporabi, polka pa nekako osvojiš to, pa ti je pa že jasen, na koliko časa boš mogel menjati, pa tako naprej. Točno tako. Zanima me recimo, v primeru, da imaš, se pravi, menstrualno skodelico, ali rabiš imeti spodaj še vložek, ali dejansko ni nobene potrebe, da bi si pod skodelico še vložek dal? Super vprašanje. Ravno to, kar si prej govorila, če nisi suveren, je fajn imeti kakšen manjši vložek, fajn, da si suveren in tako. Potem pa, ko vidiš, da ji lahko popolnoma zaupaš, potem pa ti lahko dejansko tudi brez vložkov in vse. Razen prvi in drugi dan, ko je najmočnejša, pa ko je res močna, včasih pride po stenah, se prikrade kakšna kapljica. To se lahko zgodi, zato ker to ni tampon, da bi izsušil nožnico, ampak samo stoji na mestu in pride recimo lahko po stenah kakšna kapljica, kar pa ni nič groznega in mogoče so malo obarvane hlačke, mogoče niti ni treba nobenega vložka, ampak tiste prve dneve bi znali kakšna kapljica. Da bi pa bi bil dovolj tudi ščitnik, ta dnevni ščitnik perila. Ja, bi bil, ampak daj tudi ni potrebe, to hočem reči. Če pa je skodelica premajhna, se pravi, da kar malo čez stene, je pa čisto možno, da bo pa mogoče puščala, takrat se pač vzame večja, zato imamo toliko velikosti. Včasih ženske ne vejo, katero velikost, pa mislijo, da so najmanjše, ampak ni čisto nujno. Sicer je ena taka razpredelnica, ki jo imamo na spletni strani tudi, da si lažje odločaš, katero velikost, ampak ponavadi tudi kar vejo. Se približno vemo, kako, kje smo. Se pravi, lahko to rešuješ potem ali zvečaš skodelico, ali pa s pogostejšo izpraznitvijo skodelice. A imam prav? A si prav razlagam? Se pravi,
če ti začne puščati, recimo, kot si rekla, da gre kaj čez rob, pa tako, je to lahko, kupiš večjo skodelico, pa si večjo daješ, da jo imaš za dlje časa, ali pa pač tisto večkrat izprazniš. Bolj to, ojoj, pas. Bolj je večja skodelica, zato ker če pušča, ponavadi pomeni, da stene nožnice niso čisto popolnoma pozicionirane in gre raj čez, ne? Se pravi, da ni čisto pravilno. Aha, razumem. Ne gre se pravi, ne gre zgolj za to, da bi bila skodelica premejhna, da bi se prehitro napolnila, ampak da dejansko ta vakuum ne zagrabi. Ponavadi je tako. Zakaj? Ker je zelo malkrat res napolnimo to skodelico, da gre čez rob. Zelo malkrat. Jo prej zamenjamo. Mislim, spraznemo. Razumem. Ja, razumem. Recimo, a je možno, da bi katero pri večji skodelčki kaj žulili? Mislim, ne vem, kako naj drugače rečem. Ja, super. Da jo žul, da jo mod, da jo preveč čutili, kakorkoli bi se temu izrazila. Hvala za taka vprašanja. In sicer tole zdaj recimo, če damo tole noter, ne? In če jo pozicioniramo to se spusti se tik ob ustju, tako da se ona sama pozicionira na stene nožnice in sama najde pravilen položaj. In ona najde pravilen položaj in vsi mislimo, da je vse v redu. Če jo čutimo, če karkoli čutimo, to pomeni, da nismo pravilno pozicionirali, da se lahko takole zgodili. Ne? In ona skodelica sama hoče s tenzijo do mišic priti, da se to odpre in se ne more. Ne? Zato, ker čutimo in če čutimo karkoli nelagodje, jo damo še enkrat ven in še enkrat nazaj noter. To je prva stvar. Se pravi, skodelice ne smemo čutiti, naj ne bi čutili. Ne? Ker je tudi izsušuje in tako. No, tale repek je pa recimo zelo, zelo dolg in če gleda ven, ker spet glede na maternični vrat, lahko ta repek gleda ven. Jaz imam na primer skodelico čisto odstrižen repek. Tako da jaz direktno takole samo stisnem, pa takole naredim. Ker smo si različne, je ta repek samo zato, da se lažje pozicionira, da lažje tudi zatipaš in ven vzameš, da stisneš ta dno. Ampak če predolg in gleda ven, zakaj pa ne odrežemo in to je to, ker ko se pozicionira, bo ona vedno tam stala. Je to njen položaj. Se pravi, tale repek, ki je na skodelici, ni mišljeno, da gre v nožnico, da se skrije v nožnico. Ne. Ta repek dejansko ostane zunaj. Ne. Ta repek se skrije v nožnico, ne? Okay. Ampak če pa se ne skrije, torej da je skodelica previsoka, ne, se pa ta repek seveda odreže, ker to pomeni, da ga ne rabimo, da je pač odveč. Če se ne skrije popolnoma v nožnico, ne, je ta repek odveč. Bi nas žulil. Kako bi recimo kako veš, da je skodelica pravilno res ustavljena? Ok, ena stvar je, da je ne čutiš, verjetno, da je ne čutiš, da ni moteča. Kako pa, ko si jo ustavljaš, veš, koliko globoko jo moraš ustaviti? Ker tampon pač je treba globje ustavljati, recimo, to vemo, da je treba pač globje, kako veš pa, kaj je zdaj tista ta prava globina skodelice? Ravno to je pri skodelici super, da ni treba nič noter pred maternični vrat potiskati. Ampak se samo dejansko, lahko se jo tudi takole zloži, da je malo ožja, takole da pokažem, da je malo ožja, in se jo direktno, in se jo kar spusti. Takole se jo samo ustavi in se jo spusti. In ko se samo, ona se potem sama s pomočjo teh vsega, kar pač ima, roža, se odpre in se pozicionira. Zdaj lahko, da se ne bo čisto dobro odprla, to bomo čutili. Lahko pa, da se bo recimo majčka nekje nagužvala, to bomo pa čutili, da z prstkom mogoče samo preverimo, a je tole v krog. Če je vse lepo, da ni nagužvano. Če je vse objeto tako, ne? Ja. In z prvim mesecem, drugim mesecem smo že noter, že vemo točno, v redu je, super je, lahko ji zaupam. Ker se že to pač poznamo in to vemo, vse je v redu. Predvsem je pa čutno, kadar ni. Super, se pravi, dejansko jo ustaviš
v začetek in ona se sama, jo kar samo pozavga na nek način. Ja, Ali prav ja, razumem? točno to. Mhm. No, Ja. super. In recimo, jo ti uporabljaš v vseh dneh menstruacije. Se pravi, nisi noben dan več recimo na vložkih. Konkretno recimo ti. Ja, prav Od konkretno. prvega do zadnjega dneva. Od prvega tako, do zadnjega. Lahko bi ta zadnji dan, ki je tako brez veze, lahko bi rekla, da bom dala položiti. Ampak ne, zato ker me moti, ker malo smrdi, ker skodelica res, ker krije dejansko sterilna tekočina, ki pride iz materničnega vratu ven. In ko povohaš skodelico polno, pa je lahko polna, ne smrdi, je po krvi von, ker je sterilen in ne pride v stik z zrakom in ne pride do razkroja. Če se mi pa nekaj vleče tam po vložku, je pa tako, niti ne zgleda, niti nič in mi ni prijetno. Imam raje potem tokle malo v skodelici noter. Tako da pa po noči tudi zelo rada imam, zato ker ne pride tam je vedno prišlo čez vložek na rito in graben, mi je šlo na rjuho. To Poznamo, ne? Ja, to je res vrhunsko, kar se tega tiče. In jo imam več ali manj skozi, ker mi je tako bolj prijetno. Ja. A so še recimo kakšni drugi izzivi ali pa težave, ki jih imajo ženske pri teh prvih poskusih uporabe skodelice? Torej, Kar bi recimo mogla jaz vedeti, preden bi prvič si vstavljala skodelico, recimo, ali pa katerakoli druga. No? Da je malo pripravljena na tisto, kaj lahko, ne, s čim se lahko sreča, pa kako pol tisti izziv premostiti, recimo. ja, wow, kakšne res dobre vprašanja. In sicer dostikrat so res težave, da najdejo pravi kot. Seveda, zdaj, eno je, da se takole sestavi skodelica, pa se jo vstavi noter. To je recimo, to je najbolj pogostejši. Potem je pa drug, čakaj, da jaz takole pokažem. Takole, Se vidi. da se takole zloži Ah. in je to, temu rečemo školjka. In pa, če si želimo, da se še bolj zazihar, je pa še takole. To je v bistvu sploh ni toliko niti več kot tampon. Kaj hočem povedati, je, da je že ta origami, pa kako jih zložimo, že stvar vsakega posameznika. Kako je njemu najboljša. Mogoče, da jo tako zložiš, pa da si jo vstaviš, da imaš eno nogo gor ali v čepe ali pod katerim kotom, da se bo ona res odprla popolnoma v nožnici. To je spet od vsakega posameznika odvisno, ampak to zelo hitro z vajo najdeš svoj pravi položaj. Ker mogoče prva, druga vaja se ne bo čisto odprla, zato ker jo nekako pod enim tretjim kotom sestavljamo. Ampak zelo verjemite, da zelo hitro potem vsaka najde in tudi spozna prej svoje telo. In so verjetno tudi kakšna navodila zraven ob skodelici, Ja, seveda. kako, se pravi te načine, ki si jih ravno zdaj pokazala, na kakšen način jo lahko zviješ, da jo recimo lažje vstaviš, so verjetno zraven, da je vsaki v pomoč. Ja, seveda. So tudi video vsebine, da se hitro vidi, da ni vse v navodilih, ampak tudi video vsebine, kako se to sestavlja. In pa seveda, ko se enkrat pravilno vstavi, je potem še druga polemika zdaj, kako bom jaz zdaj to ven dobila. No, to je pa tudi eno izmed mojih vprašanj. Kako pa pač, a je možno, da se ti kdaj zagozdi ali pa da imaš težavo jo ven dobiti? Ja, je možno. Takrat je najbolj pomembno to, da se najbolj sprostimo, kolikor je možno, in ponavadi na WC-ju probamo še malo potisniti te mišice in se najdeti ta položaj, kjer se stisne ta dno, da se pa podtlak popusti in da se potem lahko ven. Bog ne daj, pa ne vem, koliko pa ni čart, zato ker vsaka stvar do zdaj je še ven prišla in tudi to bo. Predvsem pa je nožnica, škoda, da je nimam nobene tukaj, narejena tako, da je maternični vrat tukaj, tole je maternični vrat, takole je pa potem nožnica.
In lahko se nam zagozdi menstrualna skodelica sem, a ne? Sem mečkam čez 10 minut, bova šli potem še enkrat noter. Se nam recimo lahko zagozdi sem, a ne? In če jo takole ven probamo dobiti, jo vsekakor ne bo šla še višji, a ne, če je takole. Ne? Ona ne bo šla še noter v maternico, ne more, zato ker mora čez maternični vrat. In to je treba samo vedeti, da ni noben bav, tudi če se jo zdaj ta trenutek ne more ven dobiti, se gre malo ležati, malo se sprostiti in potem stisniti za ta dno in pride ven. V vsakem primeru pride ven, vedno. A se pa dejansko to zgodi, recimo, ženskam, da Dostikrat imajo še probleme trenutek ne morejo ženske dobiti z ven. visokim materničnim vratom, se pravi, da je ta repek čist noter, ne, in ga težko potem najdejo, ne. Dostikrat se ravno njim zgodi, meni se to recimo ni nikoli, ker pač imam tako kratko vse. In tiste, ki imajo višji maternični vrat, tiste potem včasih morajo majčkeno bolj se naučiti, kako čim lažje ven dobiti. Ne. Ampak dejansko, ne, če te razumem, ta repek, a ne, na dnu, v bistvu mi ne smemo tega repka vleči, ne. Recimo, če pridemo mi samo do repka, pa da začutimo samo repek, ne smemo za repek vleči, ne. Moramo v vsakem primeru priti do dna skodelice, Tako, ne. ja, res je. Ker sicer bomo na silo vlekli, a ne. Ja. Seveda si pa lahko s tem repkom pomagamo majčkeno, da lažje dobimo, a ne, ta dno, a ne. Lahko tudi tako z enim prstom, če ne dosežemo tako, a ne, ampak da potem takole z enim prstom stisnemo in povlečemo. Okej, dobro, zdaj kdaj jo moraš zamenjati, to sva že, v bistvu si mi že povedala, a ne, kdaj je tisti čas, da jo moraš izprazniti, no. A ja, mogoče samo še to, splakneš in umivaš jo vedno samo z vodo ali kdaj uporabljaš tudi kakšen detergent? Ko jo recimo v teh javnih WC-jih pa doma z vodo, a ne, zvečer pa ponavadi z res intimnim blagim milom, da je čim manj kemikalij noter, da se mogoče zares tako spere, in po končani menstruaciji se jo samo prekuha v vreli vodi 2 do 5 minut, lahko tudi v mikrovalovni, in se da v takole torbico in počaka do konca, mislim, do naslednje menstruacije, da ni v neprepustni, a ne, torbici, kaj taka. Se pravi, pred naslednjo menstruacijo, potem ko jo boš pa uporabljala, je pa ni potrebno ponovno prekuhavati, ne? Tako. Lahko pa prej, po želji, po prej, kakor se boljš počutiš. Enkrat v glavnem vmes. Koliko imava še časa? Koliko nama še kaže? Še 6 minut. Okej, pa mi pa samo še to odgovori, še v teh minutah. Kdaj pa veš, da je skodelica dejansko odslužila svoje, se pravi, da je dopolnila svojo življenjsko dobo in da rabiš kupiti novo? A se na njej pokažejo kakšni znaki, se kako spremeni, karkoli, da veš, da jo moraš zamenjati, no? Mi priporočamo, da se skodelica zamenja okrog 5 let. Če pa se pojavijo recimo, da je taka popasta, da se malo že nekaj lušči, da se je kaj poškodovala, to pa takrat pa fino bi bilo, da se pa, a ne, zato ker ni higienično več, a ne. Niti če je recimo, če je pa popasta, že pomeni, da se že silikon je že začel malo razkrajati, a ne. Tako da, ampak tam 5 let bi jaz priporočala, da se kar že zamene, že zaradi higienskih razlogov, a ne. Tako da ja, saj v bistvu jaz nisem hotela zdaj samo, da govorimo samo o skodelici, na koncu koncev res obstaja toliko enih drugih alternativ, a ne, ker ženske smo si pa različne, nekatere res nočejo čisto nič noter dajati, a ne, in je preveč, ali pa ena je rekla, jaz ne morem krvi videti, a ne. Sem rekla, ja, kako pa pol vložek zamenjaš, je zelo težko, ne gledam ga. A ja, okej, a ne. Kaj pa potem še kakšna druga alternativa, ja, no, ravno ko si začela, poleg skodelice, recimo? Jaz toliko govorim, da sem pozabila pogledati, če je kakšno vprašanje. O, majko mila, še vprašanje polhan. Samo majčken. Patricija, tudi jaz imam zelo močno menstruacijo in hvala Bogu za model XL. Končno sem par ur lahko čisto brez skrbi, da bodo na hlačkah krvavi madeži. Ja, no. Ema, jaz sem kolebala v velikostmi, potem sem pa kar vaš paketek 1+1 naročila in sedaj uporabljam kar obe. Super. In pa še Manja, same uporabnice, bravo,
Uporabljam že vrsto let, a sem pred časom slišala, da je med poporodno čiščo ne bi smela uporabljati, saj se maternica že obnavlja. Takrat sem si na vaši spletni strani kupila črne menstrualne hlačke in moram reči, da so me tudi te navdušile, res so udobne. Bravo, super. Manja, sem pa videla neke pisane hlačke na vaši strani. Kako močno pa te upijajo? Okay. Bom vse odgovorila, Manja, hvala. Tele hlačke si mislila, Manja. Tele, a ne? Tele isto upijajo, kakor dejansko te črne, tako da lahko noter zlijemo celo skodelico, pa bodo upile in so super za ponoč. In jih imajo rade tudi te najstnice. Potem imamo pa še te črne hlačke, ki so pa še take lepe s čipko, a ne? So pa tudi absorpcijske in so odlične za čez dan, čez noč in ne rabijo vložka dodatnega, niti menstrualne skodelice. Tako da, če smo rade free bleeding, je tole odlična alternativa, recimo, a ne? So pa še tele sive hlačke, ki so pa nimajo absorpcije, so pa samo za backup, a ne? So pa čistko kot mehke, navadne, simpatične, ampak imajo pa tako neprepustno zaščito, da ne naredi teh štampilk, a ne? Tako da ja, to so te hlačke, ki so res tisto, da ne rabiš čist nič, razen da se spet drugače počutiš. Jaz jih imam včasih, če se mi ne da, kdaj za ponoč, a ne? Potem so pa tele, tole sem že pokazala, tele pralni vložki, ki so tudi zanimivi, sploh iz vidika, da so res tako mehki, udobni in pa seveda ekološki, ne. So pa zelo, mene so presenetili, da so tako mehki. In najprej sem se jih kar malo tudi jaz bala, potem sem jih pa začela uporabljati kot, ne vem, tako za kakšen beli tok ali pa kaj takega in so super, ker so kar navadne hlačke, ne. Ja, pri tehle pralnih vložkih sem jaz recimo že z večjimi govorila oziroma slišala, da so težave pri nekaterih pralnih, ker imajo grobe šive. In da so v bistvu, ker so pač to zašiti vložki na nek način, a ne, in da so dejansko grobi šivi in da jih to moti, no. Tako da je tudi razlika verjetno med temi pralnimi vložki, ne, koliko so nežni, pa koliko so Ja, razumem, pač niso grobi, no. Tako, niso vsi enaki, no, tako da rečem. Ja. In tudi ženske smo si res toliko, gledamo na drugačne stvari, a ne, kaj nam pomeni več. In zato smo tudi pri nas rekli, da ni samo menstrualna skodelica, a ne, meni je najboljša na svetu, ampak zato pa še vedno želim si pomagati, da ženskam, da so v vsakem primeru zadovoljne same s sabo, a ne, ne glede na to, a grejo plavati, pa imajo menstruacijo, pa ne morejo nič, da dejansko izberejo tisto najboljšo alternativo, kaj lahko, a ne. Veš, kaj me pa pri hlačkah zanima, ne? Recimo izziv mi je pri teh menstrualnih hlačkah, ne? To pomeni, da ko greš v službo, recimo, ne? Kaj, to greš na WC in po cel slečeš čevlji, žabe, hlače, hlačke, ne? Tako je. Ne gre drugače, ne? Ne gre, res je. Se strinjam popolnoma in to je vsak se odloča zase. Če jim je super se sleči, odlično, jaz imam pač raje druge stvari, ampak zato pa pravim in poudarjam, da so hlačke odlične za ponoč, a ne? Ker je pri teh hlačkah ravno to, ker sem jih jaz probala, ker sem jih iskala, kakšne, a ne, morajo biti, da je do tukajle gor, do tle gor šiv in zaščita, a ne? Ker to nima noben vložek, a ne? Do križa te noben ne zaščiti. In to je tisto, kar je meni pomembno pri hlačkah, a ne? In ravno isto pri teh stvari. Recimo pri pregibu se pa tudi ne dogaja, da bi kaj ven tekali, se pravi pri pregibu, tam, kjer pride, a ne, noga potem. Ja, Pri pregibu. to je pač vse zaščiteno, ne, nima nekega dodatnega šiva tle in tle, ampak ja, če je tok, da teče v potokih, te ne more nič ustaviti, a ne. Pač Ja, seveda. razen tole. Tako da, ja, tukaj smo spet pri menstrualni skodelici nazaj. Spet. Zdaj sem dobila eno idejo, ne, mogli bi narediti tak patent menstrualnih hlačk, ne, ki bi imel tako gumbke na strani, a veš, da jih ne bi rabo sleči, pa se sezuvati. A veš, kaj mislim? Vem. Celo obstajajo. Gor, ne, recimo na neke ježke ali pa neki, ne. Ja. Sam ne vem, če to že obstaja, ne. Obstajajo, ja. Verjetno ne.
Aha, aha. Sam, jaz imam raj skodelico spet, še vedno. Ampak ni še konc, Ja, namreč obstajajo tudi takele labje, labji vložki. Če se mogoče kje spomne, ko smo dajali WC papir noter, takole smo ga dali, WC papir, pa smo šli, kadar nismo imeli vložkov. Ampak tele so pa zato narejeni tako, so seveda pralni, in ker so taki miceni in pralni, jih imaš lahko takole 10 ali pa 16 v torbici in si v bistvu to menjaš takrat, ko imaš ful močno menstruacijo, zato da lahko dolg časa ne zamenjaš tega, ampak da menjaš samo te. Zdaj je to spet odvisno od ženske same, kaj se bo odločila, ampak tudi to obstaja, pri teh letih. Tako da je zanimiv. Fajn je pa zato, ker spet nič ne žul, ker so taki mehki in majhni, da jih daš lepo noter med ustnice in spet naredi svoje, kar more. Tako da, ja. A lahko, če mi dovoliš še eno vprašanje, vezano na hlačke. Recimo, glede na to, da imajo, če se ne motim, imajo ene gor čipko, Ja. sem si prav zapomnila. Na koliko lahko to pereš potem? Na koliko stopinj? Sicer ta čipka je kar dosti v redu, glih zato je narejena, da se lahko v menstruaciji počutimo tudi zelo ženstvene in čudovito, seksi, kakorkoli. Ampak za vse hlačke piše, da se kao perejo na roke. Zakaj to piše? Zato, ker bi si želeli, da se te hlačke najdlje ohranijo v pravem pač, da se ohranja material. Drugače pa se seveda lahko perejo nekatere celo na 90, za črne, da se slučajno ne bi kaj zabarvali, pa jaz vseeno rečem na 60. Samo zato, Pa je da bi dovolj, zabarvali, okej. je dovolj, da odstrani tudi Ja. vse to Ja. kri in tako naprej. Ja, ali pa recimo, če si želimo, da bi bili res na koncu tako higienični, se potem polika z likalnikom, je boljš, kakor da recimo si kaj zabarvamo, to. Ki sem se recimo, ko sem razmišljala, kako pa to pa izgleda, recimo, in je super, da sem iz prve roke dobila tvoje odgovore in verjamem, da bo še marsikateri, ko bo pogledala si ta posnetek, prav prišlo, ker se sigurno že katera srečuje s podobnimi vprašanji in ji bo zagotovo tale najin pogovor koristil. Ja, in res hvala za ta vprašanja, ker sama si jih ne znam več tako avtentično zastaviti, ker enostavno je meni logično vse, tako da sem res vesela in hvala, ker si prišla na to kavico. Čeprav bi še nekaj povedala, in sicer kako je včasih, ko smo, včasih smo imeli res samo takele vložke, takole in tampone in to je bilo to. In mama je rekla, tle imaš vložke, tle imaš tampone in me ne sprašuj več nič. In včasih so ženske uporabljale te vodne spužve oziroma morske spužve za namesto tamponov, pa vložkov. Ker si tudi ne predstavljamo, kako je to bilo, ampak da je to čisto funkcioniralo in zdaj gre spet to nazaj. Spet imaš kakšne spletne trgovine, ki to prodajajo kot vodni tampon oziroma kot tampon iz morske spužve in takole to zgleda. Ampak, ker je res mogoče to za moje pojme nehigienično iz vidika, sej upereš, pa daš pol to v neko slano vodo, pa ne vem kaj, ampak nismo še tam, Pa to dejansko je to morska spužva. Tole je morska spužva, ja. In dejansko se prodajajo za ustavljanje. Tako. Prav. Zanimivo. Ja, prav obstajajo tudi firme, ki so razvile to in imajo morske spužve in zraven dobiš še neko morsko sol za čiščenje le-tega, In zanimivo je, kaj vse smo ženske v zgodovini mogle predelati, da smo prišle, da smo zdaj še vedno na vložkih pa tamponih, pa imamo skodelice, pa diske, pa tako naprej. In glih to je meni zanimivo, da sej to, ko sem prej rekla, ne samo skodelica, pa vložki, pa tako naprej, ampak da dejansko zapakiramo, da nobena ženska danes ne gre več, da imamo izbiro, to hočem reči. In mi smo pa pol nekako, smo nekako najdli še tele soft tampone,
ki so pa na podlagi te morske spužve narejeni iz biokompatibilne pene in so tako mehki, da se jih lahko ustavi ravno tako pred maternični vrat in ne izsušujejo toliko nožnice. Zraven so bili pa razviti na podlagi ginekoloških raziskav, da bi zagotovili higienski spolni odnos. In jim je na nek način kar rata. Problem je pa samo ta, da so za enkratno uporabo. In pač. Aha, v tem primeru niso tako trajnostni, ne? Tako, ja. Obstajajo pa in celo delajo. In so prav prijetni tudi za nošenje, no, moram priznati. Ampak to je tudi kot ena noviteta, no, sem hotela podeliti z vami. In to se tudi dobi pri tebi? Ja, imamo na spletni strani, ja, tudi. A mi lahko poveš samo, kakšni pa materiali, z katerega materiala si rekla, da je? To je prav taka biokompatibilna pena, podoben je kot ena gobica za pomivanje posode. Tako da, ampak je pa res tak mehak in prijeten, to moram pa poudariti, mislim, priznati. Pa še ena novost, ki pa ne prodajamo mi, ampak jo bom vseeno izpostavila, zato ker je zdaj tudi dosti popularen, to je pa disk. Takole. Je podoben menstrualni skodelici, če tako gledamo. Ta je za enkratno uporabo, ampak se ga vstavi, takole se ga naredi in se ga vstavi v nožnico tako, da se ga zatakne za sramno kost. Ja, in tako potem spet zbira tekočino in zdaj so te diski kakor popularni. Mi jih pa ne prodajamo zato, ker meni to ne funkcionira, ker ta sramna kost na nek način je samo sramna kost in če se to iztakne, se orank iztakne. Pa tudi zveni malo bolj zakomplicirano za vstavljanje. Ja, bolj si ne predstavlja, zato ker je tak. Ja. Ampak ja, kot zanimivost, no, sem hotela še deliti to, da res zajamemo širok spekter enih alternativ, kaj vse obstaja, pa sploh vemo, pa v bistvu sploh ne razmišljamo o tem. Ja, tako kot smo na začetku rekli, navada je železna srajca, držimo se tistega, česar smo navajene, in težko pač prestopimo tukaj v novo, rutino, ampak zato pa s takimi pogovori, se mi zdi, da je fino, da pol se malo ven iz tiste cone udobja in navade zbrcamo, pa probamo še kaj, kar je mogoče boljše, bolj ekološko, bolj trajnostno, nam mogoče bolj odgovarja celo, bolj ustreza, pa ima nedvomno pluse, v primerjavi z recimo klasičnimi vložki pa tamponi. Tako da odlično. Ja, to sem hotela malo deliti, no, z vami. Ja, lepo, super se mi zdi, da se o teh stvarih tudi govori, no, da se osvešča, tudi o novih stvarih na tem področju, kaj vse še je. Čeprav se mi zdi, da se menstrualna skodelica se je kar kljub temu, da je sicer v primerjavi z vložki pa tamponi relativno nova, ampak se je kar dobro, se mi zdi, tako prijela, ne? Ja. Kaj bi ti rekla? Ja, jaz mislim, da se je. Edin problem, ki ga imam jaz kot proizvajalec, je ta, da traja več let, Ja. To je. Drugače pa, ja, zelo jo tudi pohvalijo in kakšni seveda tudi kdaj ne odgovarja, Bog pomagi, ampak večinoma so kar zadovoljne in si vedno rečejo, zakaj nisem jih kupila že prej, ko je ponavadi. Tako da, v tem primeru bi pa jaz tudi vse lepo povabila na spletno trgovino supermama.si, kjer imajo pa tudi ogromno enih dobrih produktov, predvsem zdravju in družini prijazno, ne alternativo, ampak celotno in celovito, no. Ja, zdaj po novem tudi menstrualna skodelica v ponudbi. Da smo dobili še ta del, pač poleg pralnih vložkov, ki so bili že prej, je zdaj še v bistvu menstrualna skodelica, drugače pa ja, nekako želim ponuditi v trgovinici naravi pa zdravju prijazne izdelke, ekološke izdelke, za nego mamic, za nego otročkov, že od rojstva naprej, tudi že za dojenčke, pa potem tudi večje, malčke, pa tudi najstnike, pa za nas mame, se pravi za nego nas, pa potem celoten, bom rekla, spekter izdelkov za zdravo
pa naravi prijazno življenje, a ne. Zato so v bistvu v ponudbi tudi nekaj ekoloških čistil, prehranska dopolnila, ki so pač tako, kot si že omenila, brez konzervansov, brez nepotrebnih aditivov, sladkorjev, gensko spremenjenih organizmov, pač res kvalitetne pa naravi prijazne v bistvu blagovne znamke. Pa potem so recimo precej dobro sprejete tudi knjige, ki v bistvu pa bolj smisel osveščanja pa izobraževanja mamic, ki so pač na novo mamice, mamic, ki so šele recimo nosečnice, pa bodo postale mamice, pa so potem tudi knjige s tematikami o porodu, o vzgoji, o zdravi prehrani otroka. Pač tako nekako želimo res celostno zaobjeti in ozaveščati družine, kako na naravi prijazen način pač ohranjati zdravje, ohranjati dobro počutje v družini, zadovoljstvo. Velike poudarka dajem tudi na odnose, ker so mi tudi meni zelo pomembni, pa dejansko so res odraz zdravja družine, ne. Odnosi se mi zdi zelo izražajo tudi ta ni samo fizično zdravje, ampak v bistvu tudi to psihofizično zdravje, ne. Kako se mi res v družini počutimo, kako vibriramo en z drugim, a ne, a smo v pozitivnih, bom rekla, odnosih, ali smo stalno v nekih negativnih občutjih ali pa reakcijah, ne. Tako da nekako res celostno se mi zdi, da želim podpirati z vseh koncev, a ne, tako zdravo pa zadovoljno družino. Zelo Ja, vabljene, da pridete pogledat na supermama.si, kaj vse se najde. Zelo podpiram in zelo lepo, celostno si tudi zaobjela vse skupaj, ne? Ker kaj češ lepšega kakor srečna in zdrava družina. In odnosi, ne? Tako. To je vse, kar rabimo. To zelo rabimo, ne, in se mi zdi, da čisto vsi, ne, to rabimo, sploh v današnjih časih, ki so hitri, ki je dejansko toliko obveznosti, da na kakšno stvar marsikdaj ali nimamo časa, ali pozabimo, ali se nimamo časa ukvarjati, ne. To je grozen, ne, kako se nimamo časa ukvarjati z našimi odnosi, ne, pa nam to v bistvu kreira res zelo veliko našega življenja, ne, pa našega zadovoljstva, pa počutja, ne. Ampak ja, z osveščanjem pa z nekako vsakodnevnim ozaveščanjem, trudom, se mi zdi, da to tudi lepo vsak napreduje v svojem tempu, tako kot mora. In s to lepo mislijo bi bilo v bistvu sploh najlepše zaključiti, ne? Tako kot mora. Hvala ti, Mateja, še enkrat. Hvala enako. Za prijeten pogovor. Zelo sem uživala, hvala, tako da še kdaj. Enako. Pa lep dan tebi in vsem. Hvala enako, čau. Ja, čau. Čau.